Spoštovane in spoštovani, v današnji pogovor med nama smo povabili Rudija Bučarja. Več o Rudiju Bučarju pa seveda izveste v pogovoru. Rudi, lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Namenoma v uvodu nisem povedal, da fant z Istre ali pa istrski glasbenik, istrski poet Prešeren, oziroma še bi lahko naštevala titule ali pa recimo nazive, s katerimi te označujejo. Ja, kar dosti jih je bilo, hvala za to. No, tako da, pravzaprav se označim samo kot glasbenik. Ne. Lahko bi rekel obrtnik, lahko bi rekel ne vem, karkoli. Ne. Zadnje čase pogosto slišim trubadur. Ne. Saj je lepa oznaka, ne, ampak celo bard nekje, ampak najrajši sem glasbenik, ker sem pač tudi počnem oziroma poslušujem se različnih zvrsti v glasbi. Ne. Se pravi, pišem tako za zbore, pišem za koga drugega, za kakšne druge sestave, igram na kitaro, ne vem, kaj sem, klavir, skladam, tako da delam več stvari. In bom rekel, skupni imenovalec je najlažje, če rečem, da je glasbenik. Tako je, ravno to je bila tudi iztočnica glasbenik, kajti ne moreva mimo tega, poznaš vse odre in skorajda vse žanre. Če začneva čisto pri začetkih, peli ste že doma. To sem zasledil nekje in radi ste peli. In potem v družini je bilo tudi tako, da si imel 4 podporne stebre, kar je pravzaprav tudi zelo zanimivo in zelo pohvalno. Kajti tega vsak glasbenik nima, saj vemo, kako je z umetniki, da je raje nekaj drugo počni, samo ne umetnosti. Ja, jaz sem imel to srečo, pravzaprav, da mi je bila glasba v amaterskem smislu položena v zibko in da sem imel v bistvu vse otroštvo pravzaprav podporo vseh 4 staršev. Ne. In moram reči, da danes imam svojo družino in imam podporo te družine. Mislim, kaj si želiš več. Živim preprosto življenje in mi pač pohlep ni tako, bom rekel, mi ni tako blizu. No. In skušam tako peljati to svoje življenje pravzaprav tudi naprej. Včasih pravijo, da boemsko življenje ali pa ne, ta izraz je zelo dober, preprosto življenje. Ampak vedno pa so nekje prisoten je kamen. Do tega bova še prišla, do tega kamna. To je tudi ena izmed besed, ki je v naslovu zadnjega albuma. Ampak kamen Istra in kamen hribi. Rad zahajaš v hribe. Ja, zelo. Sicer je to en tak pasijon, ki pravzaprav ne traja prav tako dolgo. Ne? Čeprav kot otrok sem nekako zahajal z starimi starši na Bovško, kjer sem gledal tiste stene in vrhove. Ne? Jasno, nismo vse tisto obdelali, bil sem še majhen. Smo šli mogoče kakšne 365-krat na Krnska jezera. Več od tega ne. Pol jasno je, pride adolescenca in vse to, kar pride zraven. Ne? In v hribe nisem več zahajal. Nakar pol, ko se je rodil Edi, sem na novo pač nekako zaživel v te hribe. In sem kar pogosto v hribih, no, moram reči. No, in to sem želel dati tudi mojemu otroku, da ima nek tak, da dobi ta občutek. Ne? Čeprav ga zdaj, ko ima 16 let, ne zanima več, ne? Ampak upam, da ga bo primilo, no, čez nekaj let spet. Dobro, zdaj je Edi, ampak tudi Rudi je v svoji adolescenci potem sodeloval v prvem glasbenem sestavu ali pa v prvem bendu, ki se je imenoval Spirits. Ja. Spirits bi lahko rekla, da je to neka tista najstniška, morda malce uporniška ali pa svet poboljšujoča glasba oziroma ustvarjanje. V tistem obdobju se mi zdi, da smo vsi nekak tak. Ja, zgleda, da je pač ta puberteta, ne, taka in drugačna. No. Človek je malce bolj občutljiv, ne, in hkrati se počuti center sveta. Ne, in
In ta zmes potem daje te rezultate. No, mi smo, na srečo, sem bil še takrat globoko v glasbi, smo rekel skupico odličnih glasbenikov in dobrih ljudi. Takrat je bil zelo močen val, ki se mu je rekel grunge, iz Seattla je prihajal, ne, se pravi uporniška muzika zelo. Tudi mi smo poskušali v tej smeri ustvarjati, izdali smo ploščo Zemljin krik. In pol je nekako prišlo obdobje, ko smo se razšli, se pravi, ne vem, študiji, vojaški rok in tako naprej. In sem zašel pravzaprav v kantavtorske vode, poslušal sem veliko kantavtorske glasbe takrat, slovenske, balkanske, italijanske, angleške, ameriške. Če sva pri kantavtorski glasbi, tudi študiral si na Tartinijevem konzervatoriju v Trstu in pravzaprav je to tudi ena izmed zanimivih zadev kantavtorske glasbe oziroma glasbe, kakršno ustvarjaš danes in s kakršno si se soočal, s tem, da mi Italijo povezujemo več ali manj z Rikije, Poveri, Romina in Albano. Le malo jih pa pozna recimo De Andrea. To je eden izmed, hvala za to vprašanje, je kar dosti gurujev, no, v Italiji, bom rekel, ne. Eden izmed teh je Fabrizio De André. Ko sem prišel do Fabricija pravzaprav, ne, ko sem poslušal njegove plošče, sem si želel tudi jaz nekako ustvariti eno tako ploščo, ki bi tako zvenela, ne. Se pravi, on je, bom rekel, uporabil veliko ljudskih glasbil, poleg, bom rekel, nekih standardnih pop glasbil. In ta zmes mi je bila wow, ne. Sej zelo podobno je bilo recimo pri Balaševiću ali pa recimo pri nas, meni zelo ljubimo Vladu Kreslinu recimo, ne. In ta zvok me je v bistvu prevzel in sem nekako zavohal in začutil, da mogoče bi bila ta smer tista, po kateri bi potem nadaljeval svojo pot glasbeno. Zdaj sem tu, ne. Zdaj si tu večinoma, ampak recimo tudi so bila sodelovanja, kot je recimo, ali pa nastopi, kot so nastopi na velikih festivalih Melodije morja in sonca, ne nazadnje tudi Evrovizija z Alenko Gotar. Ja, pravzaprav, kar se festivalov tiče, ne, na festival sem se vedno udeležil takrat, ko sem imel pesem, da bi jo lahko predstavil. Nisem šel nikoli, bom rekel, iz tega športnega vidika, ne, se pravi, grem na festival zmagati. Ok, so se zgodile tudi zmage, ampak ni bil to point. Point je bil, da sem predstavil skladbo oziroma predstavil skladbe, ki so danes tudi del mojega repertoarja, ne, sicer v nekih drugih prevlekah aranžmajskih, ampak tako sem jaz videl festivale takrat, ne. Nisem šel nikoli projektno na festival, ampak zmeraj z neko skladbo, za katero stojim. Naj traja. Naj traja tudi. Naj traja je bila ena izmed zelo znanih, potem Ti, kar je bilo pa eden izmed zelo, zelo zanimivih nastopov, sem znala jaz s frčafelami. Ja, v tistem obdobju je bilo prav tako kar pestro in tako ene lepe spomine imam, no, sploh izvaj s temi frčafelami, ki smo bili zmeraj bilo polno teh sladic, vina in vsega tega in te vaje so bile res, rekel, posebne, ne. Zgodilo se je, da smo zmagali na Melodijah morja in sonca. Ene 3-4 dni po festivalu me je klicala mama in rekla, daj pridi k meni, dobil si pismo, boš vesel. Nič. Sem prišel domov, mi je dala pismo, sem odprl, je bilo pismo takratnega ministra za kulturo, gospoda Grilca. Je rekel, da je zelo počaščen, da kot minister doživlja, da je
pesem bom rekel, dialektu, ne, zmagala na pop festivalu. To se mi zdelo zelo lepo. To mi je bil tudi en tašen, bom rekel, en močen timbro, rečem jaz, da sem na pravi poti. Pa v bistvu se ne iščete umetniki celo življenje. Nekoč mi je dejal eden izmed hrvaških umetnikov, da veliki ljudje oziroma veliki ustvarjalci v bistvu iščejo svojo pot celo življenje. Kajti tudi pri Istri, ki jo velikokrat opevaš, ki je v tvojih pesmih in bom rekel v tvoji duši zelo prisotna, je zaznavati eno raziskovanje Istre, ki zna biti na prvi pogled morda trpka, bolj kot ne z mahijo pokrita ali z brinom pokrita pokrajina. Ja, pravzaprav, dobro, Istra je, samo kot ste zdaj recimo povedal, ne vem koliko prispodob, ne, Istra ima veliko barv, ne, in tle je v bistvu zelo, zelo zanimiva ta kombinacija, ne, med dialektom, ki je, bom rekel, zamrznjen jezik, ne, se pravi, nima novih izrazov, ima tiste izraze, ki jih ima, in vso to vsemi temi barvami, ki jih v bistvu Istra ponuja, ne, se pravi, to je tak skupek možnosti, ki jih imaš pravzaprav pri ustvarjanju. Zato mogoče me enkrat vrže malo v levo, drugič malo v desno pri ustvarjanju. Zdaj, ne samo Kamen, trn, brin, do katere bova še prišla, ampak tudi vse ostale skladbe, ki opevajo Istro. Pri teh ima človek vedno občutek, da prihajajo iz duše Rudija Bučarja. Če na prvi pogled pogledamo Istro, to je za nas romantika, recimo, ker ne živimo tam. Istra pomeni običajno obala, morje ali pa nekaj podobnega, ampak v bistvu je dežela, ki jo je morda zgodovina ali kaj drugo bičalo. Veliko kamna srečamo, trn ali pa tudi brin. Vse tri prvine, ki so v naslovu albuma, so v bistvu trpke in grenke. Definitivno. Alojz Kocijančič, ki je napisal to prekrasno pesem, je točno vedel, o čemu piše, ne? Ker pravzaprav Istra je vse to, kar ste povedal, tudi zaradi tega, ker je prestala toliko režimov, ne nazadnje, ne? Toliko bičanja, ne? In ne glede na to smo še zmeraj živi, ne? Jaz to Istri pravzaprav sam težko govorim objektivno, ker sem pač Istran in sem rojen pravzaprav v Istri in jo tudi poustvarjam in hkrati tudi ustvarjam. Zato ta trpkost mogoče na prvi sliš, ne? Ja. Zveni mogoče tako negativno, ampak ta trpkost ni nujno, da je zmeraj negativna, ne? Lahko tudi ena dodana vrednost nečemu. Ok, ste odgovorili na to, kar sem nameraval vprašati, da iz vaših skladb, iz vaših del veje ena neskončna ljubezen do te Istre, kajti Istra je kljub vsemu tudi mati. Definitivno. In tudi to je recimo Alojz Kocijančič v njegovi pesmi tako lepo opisal. Pravzaprav gre za Istro mati, ja, ne. Zdaj, Franci Blaškovič je napisal eno pesem, ki zveni, naslov zveni kot psovka, ne, ampak pove ravno to, ne, Istra ti materina. Ja. In ravno to je to Istra mati, ne. Zdaj, kaj je lahko Prekmurje, pa ne vem. Prekmurje oče. To bova pustila, naj si vsak sam po svoje razloži. Tako je. Ampak ne, prav nič čudno ni in Istra je mati Rudija Bučarja. Mislim, vse tako vas doživljam skozi recimo Šentimenti, potem Rudi Bučar in Istra band, Cambiale so čase, če naštevava albume, z sodelovanje s Frčafelami in to je v bistvu tisti čar, oziroma vedno znova, ko prisluhnem ali pa preberem kakšno vašo besedilo, se mi zdi, da je ena posebna ljubezen, ena posebna vez, ki se pač lahko čuti samo med materjo in v navednicah, seveda, in sinom. Definitivno je ta vez, je ravno to, kar pravim, se pravi ta subjektivnost, ne, se pravi
Istra je pravzaprav v filozofskem smislu pravijo tisto, kar ne moreš razložiti, ne? In za kar ne obstaja besed, je to tisto pravo. Ne? Zdaj sem res naredil absolut iz vsega tega. Ja, v redu. Ampak to je to. To je to. Jaz jo čutim tako in tudi, ko grem stran, jo čutim strašno, bom rekel, v sebi. Sluga dveh gospodarjev, režiserja Kokana Mladenoviča v koprodukciji z gledališčem Koper. Tudi tam ste pisali glasbo. To se pravi, da glasba ne samo, da spremlja vaše življenje in tudi profesionalno, glede na Tartinijev konzervatorij, ampak Rudi Bučar je glasba. Tudi, ko vas srečamo na ulici ali se z vami pogovarjamo, iz vas veje ena širina. Hvala. Ja, jaz sam sebe težko vidim tako, ne. Če je temu tako, vam rečem, lahko samo hvala, da tako vidite. Treba je vedno pogledati tudi z druge stvari, kajti vsi smo do svojega subjektivni, ne? Ampak to so ta sodelovanja, ki so me pravzaprav presenetila, ne? Kot recimo Edi je narisal, to je sin, da poveva, ilustracija za enega vaših albumov. Ja, tako, za Šentiment. V bistvu to mi je pravzaprav pomagalo nekako priti do naslova albuma. Ne? Šentiment se pravi čustvo. Ne? In nekako sem skušal najti eno besedo, ki bi imela tako italijanski kot slovenski zven, se pravi to, kar je značilno za našo zemljo. Tako da pravzaprav mi je Edi kot čustvo, kot sem videl, kot je narisal, kot majhen otrok, ne, sem prišel do tega naslova. Ker bom rekel zelo natančno, zakaj nisem potem predalčkal Rudija Bučarja v kakršnokoli glasbeno zvrst ali pa recimo, kot ste sami povedali, trubadurja, ne, je v bistvu trubadur poje ljubezenske pesmi, vse v principu je taka razlaga, ampak Zadnji dan z Aljo, potem tja z Elevators, potem smo pa spet pri Šaltinki s Figoni. Tako da glasba je zelo, zelo širok spekter zajema v vašem življenju, v vašem delu. Ja, to so obdobja, ne? To so ravno te tri skladbe, ki ste jih naštel, so zeme, ne? Iz različnih obdobij. Mislim, da Šaltinka je tista, ki bi jo imel mogoče za eno tisto najbolj značilno, s katero bi se nekako poistovetil na tem festivalu. Ne? Čeprav v bistvu že 10 let se ne udeležujem več festivalov, pač tako obdobje, nikoli ne reci nikoli, ampak sem se podal pač v neko drugo smer. Ko sem Šaltinko pravzaprav pisal, takrat isto leto mislim, da sem bil povabljen, če se prav spomnim, in Šaltinka je bila prvotno napisana za klavir in za glas. In takrat so me prosili, če lahko naredim aranžma, ki bi bil nekoliko bolj pompozen za tako emo. In sem tudi napisal za eno tako malo širši ansambel. Bila je sprejeta zelo različno, ne? Ker ima tudi takšen, bom rekel, balkanski ritem, vsebuje istrsko lestvico, napisana je v dialektu. Šaltinka je v bistvu... Šaltin je istrski ples, ne? Se pravi, to bi bila, dajmo reči, istrska polka, dvočetrtinska. Ne? Šaltinka pa pomeni, to je izpeljanka iz Šaltina, ne? Je pa tista, ki je tista ženska, tista pupa, ki je skakala iz sobote na soboto. Pupa. Naredil sem en takšen mini laboratek, no, iz vsega tega, ki sem ga potem, bom rekel, v odgovor vsem, ki so imeli svoje mnenje o tej skladbi, nekako tudi zapisal. Ker te pupe se zelo dobro spomnim in potem pravzaprav si nisem mogel razložiti, kaj pomeni pupa, in so mi potem povedali, ja, glej, to je v istrskem narečju pač punca. Ne? Tako, ja, pupa. Tako da, to se mi zdi tudi v slovenskem prostoru zelo osvežujoče, ohranjati tole govorico o skladbah oziroma o besedilih skladb, kajti Slovenci smo res en zanimiv narod, v bistvu smo majhni, govorimo pa veliko narečij in zakaj jih ne bi bolje spoznali. Mislim, da je to ena izmed tistih stvari, ki tudi Rudija Bučara zaznamuje.
Ja, mislim, dialekti oziroma narečja pri nas, mislim, da uradno jih je 43, zdaj ne vem, če sem prav s številkami, to je bogatstvo, ki ga imamo, ne. Sploh narečja dajmo reči, v tako majhni državi, ne, fizično majhni. Meni se zdi, da je to ena stvar, ki jo moramo hraniti, ne. Čeprav zanimivo je recimo to, nekje sem prebral, da narečja so nastala oziroma nastajajo zaradi slabe nacionalne povezanosti, ne. Zdaj to so različna obdobja, zdaj tudi zavisi, bom rekel, kje narečje nastane, ali narečje nastane ob meji, ko se brani mejo, ali nastajajo recimo bolj nekje v centrali, ampak ne bova šla zdaj Ne, to ne zaideva. je potem že teorija. Tako. Ja, jaz mislim, da je to ena izmed privilegijev, da se lahko ukvarjaš tudi s svojim dialektom, ne. Se nekaj sodelovanj sva že naštela, ki so bila z Eme, potem v slovenski popevki, več ali manj vedno sam, ne, naj traja še malo, pa ti. Na Melodijah morja in sonca pa so spet sodelovanja, greva Slon z Istrabandom, sem znala jaz s Frčafelmi, ki sva jo že omenila. Tako da ta sodelovanja so tebi zelo, zelo pisana na koži in meni se zdi, da je tudi v redu, da z enega konca in z drugega konca Slovenije se združita dva glasbenika. Ja, lepo, ja. Dobro, pač določeni glasbeniki, bom rekel, se vidimo bolj skupaj, z nekaterimi malo manj, nič narobe, zato je svet lep, ne, če lahko tako rečem. Zelo rad sodelujem z, bom rekel, istomislečimi oziroma z ljudmi, ki nekako gojijo nekako podobno strast do glasbe kot jaz, tudi če je zvrst nekoliko različna. Zato vsa ta sodelovanja, ne. Jaz mislim, da to je samo ena dodana vrednost, da lahko z nekom deliš en del svoje kulture in pač on s tabo, ne, oziroma ona, kakorkoli že. Morda je v malce večjem ali širšem smislu to bil tudi evrovizijski oder, ki ga Rudi Bučar prav tako pozna. Ja, tle gre pravzaprav za neko mogoče malce drugačno sodelovanje. Iz nacionalne televizije so me poklicali k sodelovanju. Če bi lahko prišel kot spremljevalni vokal, pomagati Alenki Gotar, takrat v Helsinke. Zelo zanimiva izkušnja. Bili smo gor, mislim, da celo 10 dni. Kar, mislim, dosti stvari, no, bi lahko povedal, bom rekel, od tistega, bom rekel, zelo zanimivega izleta, ne nazadnje tudi v Helsinkih, tudi kako sem srečeval ljudi, sem se družil tam z domačini, ki so igrali na kozarce celo, mislim. En človek tam na kotu ene ulice je igral vsak večer, je igral klasiko. Po vse do, bom rekel, teh, bom rekel, lososov, ki so skakali iz vode po vse do prireditve, no. Zelo zanimiva izkušnja, no. Bi rekel, da je zelo zanimiva izkušnja in precej drugačna od kakšnih drugih festivalov. Ampak vrniva se k Rudiju Bučarju. Zemljin krik, to je nastalo z grunge. Če sem se prav informiral, takrat je bila Nirvana zelo popularna, Smells Like Teen Spirit. Yes, tako je. In nekako sem povezal to obdobje skupaj. Ja. To je obdobje, ko smo malce uporniški in to je čisto v redu. Potem je Kapot iz leta 2004. Kaj je Kapot? Mi recimo v Prekmurju, če smo bila prej, bi temu rekli plašč. No, tako, tudi mi rečemo plašč. Po italijansko je to izpeljanka, ne, iz capoto, ne, se pravi capoto reče Italijani. V bistvu to je bila prevleka, bom rekel, starih istrskih napevov. Ena je avtorska tudi not sicer, ampak se pravi, preoblekel sem te stare napeve z nekimi novimi aranžmaji, zato Kapot. Tudi v Cambiamentih. Cambiament je pa v bistvu tudi speljanka iz italijanskega izraza, s tem, da sem pač vse te izraze poslovenil, če lahko rečem tako. Cambiament je sprememba, se pravi cambiare, ne. To je kar eksperimentalen album,
o tem albumu so predavali celo na Davisu v San Franciscu, University of Ethnomusicology, in sem zelo počaščen. Tudi, bom rekel, ta delegacija profesorjev plus nekaj študentov je prišla tudi na obisk. Takrat so posvetili, mislim, da vse leto so posvetili balkanskim ritmom in nekako so mene nekako umestili tudi bom rekel, v ta projekt in bom rekel, ena taka zelo, zelo, zelo močna izkušnja. Ne samo zelo močna, ampak tudi promocija kot taka, ne samo Rudi, ampak govoriva o glasbi, o Istri. Kajti v bistvu si Rudija Bučarja brez Istre ne predstavljam. Tudi če gremo naprej, potem je leta 2012 je šel Rudi Bučar in Istra Band, 2014 pa Kantajmo. Ja, pravzaprav na vsako ploščo svojo samostojno sem vzel del Istre. In mislim, da bo tako tudi v bodoče. Ne bo to samo istrski projekt, ki tudi zelo rad pišem tudi v knjižnem jeziku, pogovornem in tako naprej. Ampak del Istre bo zmeraj zraven, kot da bi pred nekaj leti začutil, da je to pač tudi moje poslanstvo. Ja, in ta občutek je zelo pomemben, ampak greva še do 2015, tam je konec. Ja. Potem pridejo pa spet 2017 Šentiment, Rudi Bučar in Istra Band, o tem sva govorila, in Cambiale so čase. Ja, Cambiale so čase je šel prav za časa covida. Se pravi, spremenili so se časi, je naslov, prevod, tako da nekako se mi zdi pomembno, da ostaneš nekako zvest, ne morem reči, neki svoji kulturi, svoji tradiciji. Ker tudi recimo, kadar me zanese nekoliko ven in pišem recimo za zbore, je tudi ostane ta tradicija nekako prisotna. Zdaj mogoče, če lahko samo dodam, dobil sem nekaj naročil tudi v zborov za prihodnje leto, ker bo pač Kosovelovo leto, Cankarjevo leto, Ketejevo leto in tako naprej. Za ene obeležujemo smrt, za druge rojstvo. To smo Slovenci. No, tako, ker po drugi strani, se pravi po očetovi strani, po mamini, recimo je ta Istra, spet smo pri materi Istri. Tako, matera. Po očetovi strani pa je tako, oče je pravzaprav prišel s 5 leti v Izolo, ni stran, je pa Slovenc, in imam pa po njegovi strani in po njegovem očetu, se pravi po mojem nonotu, bom rekel, kar en močen impuls slovenske ljudske glasbe. Bom rekel, peli smo ogromno pri očetu in pri nonotu, bom rekel, te stare istrske napeve. Se pravi, če je pesmarca bila tako debela, je moj nono recimo znal toliko ljudskih napevov. Tako da tudi stle mogoče neka tradicija, bom rekel, vre iz mene, ne samo iz Istre. Ja, ampak to je treba začutiti. Kaj ti umetno ustvariti se ljubezni do neke zvrsti glasbe ali pa do neke tradicije ne da. In kar je posebej zanimivo med tema dvema albumoma, Cambiale so čase, Kamen, Trn in Brin, je prišlo 5 let, kar se mi zdi eno lepo obdobje. Se pravi, ni to obdobje, ko bi ustvarjal na silo, ampak na nek način, bom rekel, da bi povlekel iz tega 5-letnega obdobja, da pač, ne bom rekel, čakaš na navdih, ampak da se zgodi nekaj tistega pravega, da potem lahko izide nekaj takšnega, kakršnega si zamislil ali želel. Jaz sem tudi tega mnenja. Jaz zelo nerad pišem takrat, ko nimam nič za povedati. Se pravi, takrat, ko se to v meni nekaj rodi, takrat v bistvu se lotim in skladam. V teh, dajmo reči, 5 letih nisem niti enkrat začutil, ne vem, zdaj pa moraš nekaj napisati.
tega glasu ni bilo, kar mi je bilo super. Sicer sem počel druge stvari, ne. Posvečal sem se več ali manj odrom, različnim zasedbam. Lansko leto smo z Oktetom Aljaž, sem jim pomagal pri skladanju, se pravi, sem zaranžiral kar nekaj istrskih ljudskih napevov in smo izdali tudi ploščo z naslovom Te v Istre. Počel sem marsikaj, ne. Sicer pač svoje plošče nisem izdal v roku 5 let in mislim, da ni nič narobe. Ampak je v tem času izšla tudi pesem, ki se me je zelo dotaknila. Ne? Mislim, da kmalu po koroni s Hamotom že dolgo nisva pila. Ja, ta pesem pravzaprav je ugledala luč že pred korono. Ne? Ampak je po koroni in med korono mogoče dobila še nekaj več. Ne? Tle gre na zadnje, ne gre toliko pač o alkoholu, mislim, zakaj ne, ampak gre dejansko za nekako relacijo med dvemi prijatelji. Ne? In s to omejenostjo in omejitvami, ki smo jih imeli pravzaprav v tistem obdobju, je ta skladba dobila še neko dodatno, bi rekel, težo. Mislim, da smo jo kar precej poslušali ravno po koronskem času, ker je sovpadalo. Res se dolgo nismo družili, dolgo nismo pili skupaj. Definitivno, saj smo pivski narod. Dobro, ne govoriva o kakšnih rečeh, ki se jih raje naj ne bi dotaknili. Ampak tudi druženje je, ne vem, možno ob kakršni koli pijači. Konec koncev imamo vodo tukaj, tako da se da tudi z vodo. Recimo i voda. Najbolj svež, ne roman, ampak najbolj svež album je pa, o tem sva tudi govorila, nastal je 5 let, Kamen, trn in brin. Ja. In prva asociacija, ko sem prebral Kamen, trn, brin, se kaže, konec koncev so vse te stvari na videz zelo trdne, tudi boleče ali pa trpke, lahko pa so tudi zelo zdravilne. Mislim, da vse tri lahko tudi hkrati. Ne? Zdaj, zanimivo pri tem albumu je bilo to, da je nastal relativno hitro. Ne? Se pravi, dajmo reči, da sem ga spisal tam nekje do začetka decembra prejšnje leto. V studio smo šli konec februarja in posneli pravzaprav vse do konec aprila. Med tem cajtom sem se ukvarjal tudi, kako bi dal naslov albumu. Ne? Dal sem po izjemni pesmi Alojza Kocijančiča, to je eden izmed večjih pesnikov slovenske Istre. Najprej sem to skladbo oziroma to pesem sem jo nekako v glasbo za Oktet Aljaž, ki jo lahko slišimo na plošči Te v Istre. Ko sem delal repertoar pol za svojo ploščo, sem razmišljal, kaj če bi jo vzel še na ploščo, da bi jo nekako prearanžiral in jo dal na novo ploščo svojo. In prišlo je tako daleč, da pravzaprav sem tudi album poimenoval pravzaprav po njegovi pesmi. Čeprav je naslovna skladba oziroma prva skladba, ki je na albumu Lete Istra. Lete Istra je, bom rekel, taka zelo hudomušna, lahko rečem, no? Zelo taka igriva in iskriva pesem. Tekst je napisala, besedilo je napisala Nelda Štok-Vojska, velika naša tradikalistka in tako naprej. In bom rekel muzikologinja, pesnica in tako naprej. V tej skladbi je pravzaprav ravno to point, ne, da ko gre Juca, ne, to je eno dekle, gre v mesto in sliši, kako Istro poimenujejo obala, ne, najbrž naši centralci. Ja, tako je. In pač tle, ona se skozi pač buni, no, da je zakaj je to pač obala, tle je Istra, tle je Šaurinija. Ne? Ampak to na tašen, bom rekel, iskrivi
hudomušni način. Na ta način sem tudi jaz izvedel, kaj je Istra in kaj je obala. Aha. Ko so mi razložili, Istra, ne obala. Tako, Istra, tako, ne, v tem to sta smislu, dva ne. pojma, Ja. to je treba Gremo v ločiti. Istro, ne pa gremo na obalo. No. Tako. Potem sta Lačen blues in zmeraj moja avtorski skladbi, Misko Neto. Ja, Misko Neto sva jo napisala skupaj z Massimom Sepijem. Gre pravzaprav za skladbo, ki sva jo napisala za enega otroka, ki je zmagal na enem festivalu otroškem v Istri, Voci Nostre. Ta otrok je velik ljubitelj dinozavrov. Ne? In Massimo, ko je napisal to besedilo, je v bistvu skozi tega dinozavra nekako skušal prikazati, v kakšnih časih živimo. Ne? Se pravi, kako bi ta dinozaver videl danes, ko je bilo neka pač prispodoba, jasno. In ko sem nekako brskal po teh tudi starih pesmih, ne, sem rekel, ta pesem, ko sem jo napisal in jo poslal Massimu, preden smo jo dali v posluh otroku, je rekel, to bi lahko bila zelo lepa kantavtorska pesem. In sem rekel, zakaj jo ne bi naredili, in tako je tudi na albumu končala. In priredbe Marka Breclja in Tomaža Pengova prav tako, kajti povedala sva že v najnem pogovoru, da niso vse pesmi vedno samo tvoje. Nekatere so pač tudi priredbe ali pa ljudske pesmi, ljubezen Marka Breclja. Narodna pesem, to nekako spada k Tomažu Pengovu, Ja, pravzaprav tako je. si ga tudi tako predstavljamo. Ljubezen z Markom Brecljem pa je bila izziv. Je bila velik izziv, zelo neznačilen naslov za Marka Breclja, pravzaprav tudi, Tako. ne. To je, če sem prav razumel, gre za pesem, ki jo je Marko, to je prva pesem, ki jo je Marko pravzaprav posnel na Radiu Koper. In zdaj tako, za prvo obletnico njegove smrti so me klicali iz radia in so rekli, Rudi, bi naredil ti kakšno priredbo, ne, od Marka Breclja. Sem rekel, bom naredil, ampak dajte jo vi izbrati. Ne. In zanimivo, da so zbrali prav to, tudi njegova odzvedba odlična. Na 12 strun, ko je odigral in odpel, zelo, zelo wow, samo to lahko rečem. In je bil pravzaprav velik izziv, kako je zdaj to pesem predrugačiti. Ne? In sem rekel, Marko, te lahko predrugačiš samo tako, da greš res nekam drugam. Tako da sem celo vzel električno kitaro, ne? In ki jo pač ne igram zelo pogosto in sem šel v neko to smer in dodal tej skladbi, bom rekel, en tak mili zaključek, ki bi lahko ponazoril tudi en košček razsvetljenja. Je mimo leto, pač leta gredo mimo, s tem se ne obremenjujemo. Ne, se ne obremenjujemo. Se ne obremenjujemo. To je pa tista skladba od Blaža Čakarja, od skupine Čedahuči, meni zelo ljube skupine. To je pesem, v katero sem se zaljubil na prvi posluh, da mu rečem. Tako. Ko sem se odločil, da jo bom predrugačil in jo dal na ploščo, sem jo šele 37 zaigral, brez da bi me, bom rekel, tako ga. Zelo, zelo lep, ena izmed lepših slovenskih pesmi, lahko rečem, tako da bravo Čedahuči. Absolutno, Noj voleno, ljudska je. Noj volemo je ljudska pesem, ja. Gre za, bom rekel, protestniško pesem, tudi na zelo tašen hudomušen način. Tle moram reči, da je naredil remek delo Rok Nemanič iz skupine Balkan Boys, je naredil en lep aranžma. Tukaj so tudi, bom rekel, Oktet Aljaš je tle, bom rekel, kar dodal en močen karakter tej skladbi. In se mi zdelo tudi, ko sem delal nekako, dajmo reči, skladbo Sled, ki bo na plošči, se mi zdelo primerno, da tej skladbi sledijo tudi altruisti. No, altruisti, to sem hotel reči. Altruisti je eden izmed
naslovov, ki mi je pričaral nasmeh na ustnice, moram reči, ker marsikaj počnemo iz altruizma. Tako. In zato pravzaprav gre tudi pri altruistih. Ja, pravzaprav tle gre za eno takšen ciničen pristop, sicer še zmeraj mehke narave, jaz pač zelo nerad kritiziram kar nekaj, ampak v zadnje soočenje, mislim, da sem gledal iz zadnjih volitev, ne? In sem si zamislil, da v bistvu vsi tej prvaki, ne, da bi bili na vasi in da bi bili to prvaki, vsak iz neke svoje kmečke družine, ki bi si skušali nekaj zmeniti, in potem se ti zdi, da pravzaprav se nočejo zmeniti, ne? Da bi vsi šli v isto smer. In sem si zamislil res eno tako krajevno skupnost nekje, ne? Kako, vsi na tem soočenju ne, vabijo svoje ljudi, ne, da se jim pridružijo in tako naprej. Mogoče bi bil kakšen, ne vem, dober video mogoče za to skladbo. Zdaj sem dobil idejo. Absolutno, kajti to je ena ponazoritev naše družbe, oziroma ne naše družbe, kajti morda se premalo krat ustavimo, kot se Rudi Bučar ustavi, oziroma kot se vi ustavite pri ustvarjanju in rečete, ok, naj gre zdaj to mimo, kar je najhuje, in potem pride tisto, ta pravo, da izluščimo resnico. Ja, tudi, seveda. Je pa še ena Rudijeva družina, ki se imenuje Studio Hendrix. Aha. Ja, prvo samostojno ploščo sem jo posnel tam. Nekako sem se želel vrniti v tisti studio, ker pač mi je zelo domač. Zelo sem vesel, da smo lahko delali s takšno tehnično ekipo, naj omenim Tadeja Tadića, Matijo Žavbija in mojega Gabra Radojevića kot producenta. Plus, vrsto tam ljudi, ki delajo. Prav domače okolje je bilo, no, mislim, lahko bi delal v copatih. Veste, to je to, zato se rekel družina čisto namenoma, kajti ko ustvarjamo ali pa snemamo album, ne vem, karkoli pač ustvarjamo, se moramo počutiti dobro in doma. Ja. Da potem lahko daš tisto najboljše iz sebe. Doma se kregaš, doma se ljubiš, doma je vse to, ne? In če imaš eno tako okolje, ki lahko tudi potem, ustvariš album, pride vse te emocije ven in mislim, da je prav, ne? Kar je po moje tudi slišati na plošči. To je edino prav, ne? Ker zdaj, če greva k ustvarjanju, ne vem, jaz sem omenil čisto na začetku Albano in Romina Parikije-Poveri, imaš včasih občutek, da so pesmi posnete, da je 5 pesmi na isto matrico posneto, pravzaprav nimajo neke lastne identitete, morda se tudi kdo ne bo strinjal, kar je legitimno. Ampak tole poustvarjanje in ustvarjanje takšnih albumov, kot so Sentiment, Cambiale so čase, zdaj Kamen, Trn, Brin, Cambiament, mislim, da mora biti ekipa okoli glasbenika oziroma ustvarjalca takšna, da razume, o čem govori, in prav je, da je to nastalo v studiu Hendrix, se pravi v Kopru, z ljudmi, ki izhajajo več ali manj iz tistega okolja in okolje tudi dobro razumejo. Definitivno, no, zdaj tle sigurno moram dodati še glasbenike, ki pač so fenomenalni, no, mislim, imam zelo, zelo privilegiran se čutim, no, da lahko delam s takšnimi glasbeniki in s takšnimi ljudmi. Za vse tisti, ki so na tej plošči, se bojim jih naštevati, da kakšnega ne pozabim, ki jih je bilo toliko. Ok, pa ne bova. Ampak lahko pa omenim recimo zasedbo, s katero bomo zdaj ta album predstavljali po odrih. Jure Rozman na bobnih, Goran Krmac na tubi, Gašper Kržmanc na kitari, Anže Vrabec na klavirju in Gaber Radojević kot oblikovalec zvoka.
In vse te ljudi poznamo iz marsikatere zasedbe, iz marsikaterega koncertnega odra. Tako da tudi to je eden izmed kazateljev, da je album in koncert, treba ga je obiskati, treba je dobro prisluhniti tej skladbi. Kajti v bistvu je tudi tale najin pogovor namenjen temu, da bolje spoznamo tudi druge dele ali pa dele Slovenije, ki jih morda ne poznamo dovolj. Zato je tudi namen, da predstavim, da Istra ni samo obala ali pa recimo Oliver Dragojevič, Faraoni in tako naprej, ampak da je Istrina identiteta drugačna. Definitivno, to je pač ena izmed tistih delov, bom rekel, pa barv Slovenije, ki ima zelo močno kulturo, tradicijo, zgodovino. Zdaj, namen, kar se mene tiče, moj namen je, se pravi, da predstavim Istro na takšen in drugačen način. Tako, zdaj ne fizično, kajti potem se bo odpeljala tja. Ja, ne, kot vodič verjetno lih ne, ampak zanimivo je to, ne, ker recimo dosti ljudi me vpraša, ne, ma tebe razumejo, ko poveš recimo v Prekmurju, ne, po istrsko, ne. Jaz rečem, da marsikaj ne razumejo, ampak so stvari, ki jih tudi razložim in tako naprej, ampak če se vrnemo na tisto prej, da je to tudi del mojega poslanstva, ne? Če pride nekdo po koncertu in z vprašanjem in reče, čuridi, kaj pomeni cambiale? S tem se pravi, nekaj sem že dosegel, ne? Se pravi, da so izrazili neko zanimanje, kaj to pomeni. Ne? Kot moja slavna pupa. Recimo, ja. Ali pa tudi šaltinka. Verjetno tisti, ki plešajo folklor, bodo vedeli, kaj je šaltinka, ali pa so jo srečali. Tako, ker zdaj, če bi dali mi dva iz strana, ne, ki govorita, bom rekel, strikten istrski dialekt, ne, in bi dali poleg še dva, bom rekel, Prekmurca, ki govorita strikten prekmurski dialekt, ne, jaz ne vem, če bi se razumeli. Pa ne samo razumeli, ampak ta raznolikost, tudi recimo petje, če vzameva, sem znala jaz. To je eno posebno petje, ki so ga Frčafele pele, ki ga ne srečaš v vseh delih Slovenije. Ja, tle nekako sem vsaj skušal nekako to uprizoriti, ker zato sem vzel pravzaprav vseh 6 Frčafel pojejo alt. Ne? In sem jih skušal postaviti na nek tako zgornjo mejo, da bi prišlo do nekega, dajmo reči, malo bolj reskavega, grlenega petja. Ne? Si niso bile zmeri prav vesele, ko sem... Ne? Ampak dobro, se pol spiješ deci ali dva in gre. Nekrat se spomnim iz časov bolj kot ne, ko sem se učil teorijo, da rezijansko petje je pač drugačno. Ja, seveda značilno, belokranjsko ima svoje in tako naprej, ja. In s pomočjo Frčafel je bilo to popularizirano, lahko rečemo, po vsej Sloveniji. Ja, tako, ja. Sem znala jaz, ja, okej, ne. Jaz sem vedela, ne. Sem vedela, ja. Sem že vedela. Ja, ne. Da bo tako. Da bo tako. In Rudi Bučar, kaj veste vi, kaj bo tako? Jaz se prepuščam intuiciji, tako bom rekel. In zelo rad ne počenjam stvari na silo, čeprav jih dostikrat počnem, zaradi tega, ker sem dostikrat neučakan. Ampak v tistem miru, ne, pride marsikaj na plan, s pomočjo tudi intuicije, ne. Če lahko menim, ko so se prej pogovarjali ravno o Feri Lainščku, ne, sem gledal eno oddajo, kako pride Feri do navdiha, ne, se pravi, prvo se umiri in počaka, da pravzaprav iz njega, iz tega miru privre na dan ta neka ideja, iz katere potem, ki jo potem razvijaš. Ja, ampak to je tudi edino avtentično, kajti ne vem, nekako zagovarjam tezo, da tisto, kar ne pride iz duše, kar ne ustvarimo z dušo,
je potem tudi brezdušni projekt, objekt, karkoli, ali pa brezdušna pesem. Ne? Dobro, tle, če Ker je... se da začutiti. Ja, če je to cilj, ne vem, da ustvariš tako pesem in da je razlog recimo denar, pomeni, da si uspešen. Ne? Če je to cilj. Ponavljam, ne? Če ti ni cilj, da mora reči samo denar, potem gre v stvari nekoliko drugače in se da tudi drugače začutiti. Ampak zdaj okay, jaz te ne oporekam. Ne, nobenemu ne oporekam, ampak provokativno vprašanje, recimo, mislim, provokativno v navednicah, se da na dolgi rok ustvariti brez duše. Mislim, potem postaneš nekakšna razcepljena osebnost, se mi zdi. Ne vem, kako je tako. Jaz skušam ne tako ustvarjati, ampak nimam nič proti ljudem, ki tako ustvarjajo. Ker na zadnje verjetno si ustvarjajo nek kapital, ki jim omogoča, da živijo lepo. To je potem tista protiutež. Verjetno. Ne sledimo intuiciji, ustvarjamo, da imamo denar in potem lepo živimo, kar nam je protiutež. Recimo. Zdaj pač cilji so različni, ljudje smo si različni in tudi prav tako. Res je. Rudi Bučar, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala lepa za povabilo, sem res počaščen, da sem v vaši družbi. Z veseljem. In še kdaj.